Dobro jutro. Nekaj mi je začelo štekati, pa ne vem, zakaj noče streamati na YouTube, ampak bomo zrihtali. Ali pa tudi ne. Dobro jutro. Evo, pa Dobro smo jutro. zdaj. Ojla, ojla, Sonja. Tako, še samo super. Kar nekaj vas je sicer reklo, da pridete, potem nekaj sem dobila sporočil, da bodo gledali v posnetku. Ojla, Darja. Dobro jutro. Tudi na Facebooku, ful lepo vas je videti. Laura, dobro jutro. Ana, ojla je Ana. Ksenija, Sanja, dobro jutro. Ej, ful sem vesela, jaz sem se zdaj prav razmišljala, kako vam daj dam spet kaki maksimum, pa se mi zdi, da bi bilo ful fajn, da res pogledamo že zdaj za naslednjo leto, kako lahko v bistvu ga res maksimiziramo, da bojo maksimalni rezultati na poslovnem, pa tudi na osebnem področju, ker se mi zdi, da je to tako zelo povezano, da ne moramo govoriti samo o enem ali pa o drugem. Se mi zdi, da če imamo urejeno poslovno, pa urejeno osebno, da potem oboje skupaj lahko tudi najbolj raste. Jaz upam, da imate zraven kaj fajnega tudi za spiti. Jaz sem si zdaj naredila ravno kakavček, da imaš tudi kakšno pisalo, kakšen list, da bomo lahko res konkretno načrtovali. Aha, ok. Še prihajajo, se nam pridružujejo. Super, ful lepo, ful sem vesela. Ok, zdaj prvo vprašanje, ki ga jaz imam, me ful zanima, a ste bolj med tistimi, ki radi planirate, ali ste bolj med tistimi, ki delate v poslu bolj po občutku? Ali je kaki miks obojega? Ker se mi zdi, da smo ful različne. Jaz recimo ful obožujem planiranje, ker pred leti nisem planirala, pa sem šla bolj po občutku in bolj se je vedno kaj vmes prišlo, pa ni bilo to čisto v planu, pa včasih ni bilo glih navdiha in potem se je to tudi valjda na poslu poznalo, a ne? Takoj, ko pa je v bistvu sem začela bolj z planiranjem, pa se je v bistvu vse tudi bolj spremenilo oziroma valjda je imelo takoj večje rezultate. Tako da, kje, aha, Cvetka pravi obvezno planiranje. Ojla stane, obvezno planiranje, super. Tjaša pravi miks, vendar bolj planiranje. Ok, ful dobro, ful dobro. Zdaj, če imaš pač kakšen sistem, valjda ga lahko potem vključiš, kar jaz pogosto vidim kot neki problem, če tako rečemo, ne, je, da si problem, da ne pridemo do rezultatov ali pa da si ne naredimo brand ali pa posel, ki si ga želimo, je, da si veliko krat zapolnimo urnik z nekimi taski ali pa z nekimi nalogami, ki nas ne peljejo potem do tega cilja. A ne? Recimo, ful pogosti primer je, da si zadamo, da moramo redno objavljati vsak dan ali pa dvakrat na dan na družabnih omrežjih. In potem nam ustvarjanje te vsebine recimo vzame ogromno, ogromno časa, ni pa potem tistih rezultatov mogoče, ko si jih želimo. Pa ne narobe razumeti, ne mislim, da je objavljanje na družabnih kaj slabega, ampak veliko krat vidim, da je glavni fokus ali pa edini fokus pri podjetnikih včasih samo na družabna omrežja, kar je pač lahko potem seveda zelo nevarno tudi za posel, a ne, če gradimo samo na enem omrežju in tako naprej. Laura pravi za leto 25, gremo planirati. Ana pravi, dosti raje po občutku. Ksenija, miks obojega. Milena, dobro jutro. Klaudija, planiram, da sem bolj dosledna in manj obremenjena. Miks, super, ful dobro. Smo miks, ok, cool. In zdaj, torej, če se vrnem nazaj, a ne, k temu, da delamo ful po občutku, je mogoče nekako fajn mogoče imeti, jaz pravim, eno tako srednjo pot. Da na eni strani sicer planiramo, ker če si planiramo, potem pa dobro planiramo, potem vemo, da bo tudi nekaj narejeno, ampak da si hkrati planiramo tudi prostor, da smo Zelo lahko veliko kreativni. so pomembni. In kako to vpliva? Evo, bom samo zamutala, da ne bomo. Če pa bo kdo hotel kaj povedati, pa valjda seveda lahko tudi dodane, ste vabljeni. To je mišljeno kot interaktivno. Se pravi, jaz ful zagovarjam, da na eni strani si naredimo plan,
da si splaniramo, kako lahko pridemo do cilja, na drugi strani pa si splaniramo tudi nek prostor, da smo lahko v flowu, da lahko delamo mogoče tudi kakšne druge zadeve in tako naprej. Zdaj, če si tega ne planiramo, ne, potem lahko pride do tega, da bomo, ko smo po občutku, da nimamo občutka, ker smo recimo preobremenjeni, pa nimamo tega navdiha, kreativnosti in je lahko potem seveda valjda to hitro velik problem. A ne? In fajn je tudi točno vedeti, kaj bomo počeli, pa koliko časa nam bo vzelo, zato da si ta čas lahko rezerviramo tudi na svojem urniku. Zdaj, kaj so potem prednosti tega, da si planiramo naprej, je torej eno, da imamo na urniku in če je na urniku, je verjetno večja verjetnost tudi ta, da se bo nekaj uresničilo, da se bo nekaj zgodilo, a ne, da se bo to realiziralo. Lahko smo bolj sproščeni. Jaz, ko sem začela v bistvu res planirati na koledarju, se mi je v bistvu zgodila ena smešna zadeva, da sem se počutila tudi ful bolj svobodno. Eni bojo mislili, ok, če imaš vse na koledarju, da potem si, ne vem, poročen s tem koledarjem in si odvisno od tega koledarja. Jaz osebno, moja izkušnja recimo je, da ko dam na koledar, lahko to spustim, ne rabim več o tem razmišljati in mi predstavlja ful veliko svobodo, zaradi tega, ker na koledar dam tudi fajn stvari, kot je pauze, kot je, ne vem, masaže, sprehodi in takšne zadeve in vem, da bom potem v dnevu imela tudi za to čas, ker drugače se običajno zgodi, da pač da sem dala recimo te aktivnosti nekam na konec in potem valjda čez dan ni bilo časa tudi za te bolj prijetne aktivnosti. Tako da je v bistvu fajn, da si ustvarimo nek svoj ritem, ki bo nas polnil, ki nas bo v naslednjem letu tudi mogoče bolj podprl. Pa vam zdaj eno vprašanje za to leto, a ne? Lahko napišete v chat, lahko se odmutate, če ste z mano na Zoomu, pa bi podelili. Kaj vam je prineslo 2024? Ali pa mogoče tudi, kaj je bil v 2024 največji izziv? Ker fajn je, da mogoče pogledamo najprej tudi naprej, da malo tudi praznujemo neke zmage, ki smo jih dosegli v preteklem letu oziroma zdaj skoraj preteklem letu, a ne? Kaj je tisto, po čem si bomo recimo zapomnili 2024? Zdaj pač smo bolj vezani na poslovno, če bo kdo želel še iti bolj globoko, je fajn mogoče pogledati tudi osebno, na osebni ravni ali pa v osebnem življenju, kaj se je zgodilo, mogoče je bilo kako potovanje, mogoče so bile kakšne dogodivščine. Kaj je bilo tisto, kar je bilo res, da si rečeš, wow, če pa to rečem, potem pa si zapomnim v bistvu celotno leto 2024. Se mi zdi, da vsaj z večino podjetnikov pa podjetnic, ko se jaz pogovarjam, čisto premalo praznujemo te zmage in je mogoče fajn, da si vzamemo malo časa, da preden planiramo, pa gremo pogledat, kako zdaj narediti še boljše leto, da se tudi malo ustavimo pa praznujemo oziroma pogledamo, kaj pa je bilo res ful dobro. Pa tudi mogoče, kakšni so izzivi, skozi katere smo šli. Ker ravno včeraj sem bila na eni novoletni poslovni večerji, ful je bilo fajn in smo se ravno pogovarjali, ne, o tem, da včasih se ti zdi, da si zmeraj na mesto, dokler se ne ustaviš pa pogledaš, kako je pa bilo res eno leto nazaj, ali je bilo res vse isto, ali se je kaj spremenilo, ker vseeno je eno leto lahko dolgo in mogoče vmes pozabimo, ko počasi rastemo, da smo v bistvu pa res napredovali, a ne? Ok, ful dobro. Urška pravi, da sem se odločila za dodaten zaslužek. Odlično. Tane pravi, jasnost glede brenda z Majino tvojo pomočjo. Ful lepo. Sonja pravi, zelo velik napredek na vseh področjih in nivojih mojega življenja, vredno praznovanje. Prav, Sonja, super, praznujemo s tabo, z vsemi. Darja, največji izziv komunikacija z stranko ali pridobiti sploh na svojo stran. Verjetno misliš na spletno stran. Ja, to je pač projekt in zdaj, če je to izziv, ki si ga imela, pa si ga šla že čez, pa si ugotovila rešitev, super, praznujemo. Če je to izziv, ki ga mogoče želiš narediti v
oziroma preko njega iti v 2025, je pa to lahko eden izmed ciljev, kar bomo pa zdaj tudi šli pogledati. Katarina, 6 mesecev življenja v Tanzaniji, ti da drugačen pogled. Wow. Wow. To pa verjamem. Obvezno pisanje dosežkov, jaz o njej se strinjam, ne samo planiranje za naprej, točno to. Cvetka, osebno, fantastično potovanje, križarjenje po Karibih in 8 dni čudovite Floride, poslovno pa pristanek na trdih tleh, zavedanje, da moram nekaj spremeniti, prehod iz offline na online, izobraževanja in podobno. Delam na tem. Super, Cvetka. Se mi zdi, da tako, ko si napisala pristanek na trdih tleh, je tako kar malo negativno, ampak v bistvu, če pogledamo čist iskreno, se ti je v bistvu odprl tudi en čisto velik kanal, kjer imaš ti možnost priti do večjega občinstva, kot si kadarkoli lahko. Tako da v bistvu je to ena taka ful lepa tudi priložnost, da narediš korak naprej, ne. Ok, Cloud. Ksenija, moja največja zmaga se je zgodila konec 8.12. Pišem knjige, hčerka jih ilustrira in nikakor nisem mogla preskočiti ovire, da bi se prestavila v lokalnem okolju. Kot da me je bilo strah. In omenjenega dne sem šla v Bertoke na Miklavževen sejem, prodajala največ knjig, od katerih koli sejma po Sloveniji. Sedaj sem že začela vzpostaviti kontakte za predstavitev knjig na obali, čutim, da mi je padel težak nahrbtnik z ramen in hkrati čutim neverjetno veselje, ponos. Ksenija, bravo, superca, ful dobro. Ja, včasih se mi zdi, da si tudi sami sebi naložimo neke omejitve ali pa se damo v neko majhnost in potem valjda to vpliva tudi na vse ostale priložnosti. Cvetka pravi, tako se pride z razlogom, točno to. Ana Marija še pravi, šla sem iz cone obdobja zasebno, na kar sem zelo ponosna na poslovnem področju, imam pa izziv, trenutno nimam zaposlitve ali svojega brenda in se lovim. Ok, Ana Marija, super. To je tudi pri tebi, tako kot pri Cvetki, mislim podobno, je zdaj pač ful dobro, ravno včeraj sem se tudi z eno pogovarjala, ki je rekla, da zdaj razmišlja o poslovni poti, pa da ne ve, kaj bi počela, ne. To razumem, da je lahko mogoče videti težko obdobje, ampak je v bistvu tudi idealna priložnost, da počneš oziroma da se odločiš, kaj želiš početi in da imaš eni taki sveži začetek, ne. In tukaj res se lahko potem igraš, greš naprej oziroma sanjaš o tem oziroma ustvariš to, v čemer boš res uživala. Tako da, tudi to je v bistvu ful dober. Ok, gremo zdaj delati načrt za 2025. Valjda ne bomo zdaj tukaj se ustavili ful dlje časa, če te pokliče, če želiš še več praznovati, vzami si potem tudi ali pa cel teden časa. Jaz imam še planiran čas, da bom to še enkrat šla čez in si lahko tudi kakšne listke nalepiš, da se večkrat spomnimo tudi teh uspehov, a ne. Zdaj pa, če gremo pogledati načrte za 2025, kako torej priti do tistega brenda, o katerem sanjamo, ne. Zdaj, brand, o katerem sanjamo, ni ena postojanka, ki bi imeli vsi enako, ki bi za vse enako pomenil. Zato je zelo pomembno, da si zastavimo, kaj to za nas pomeni, kaj je brand, o katerem sanjaš, kaj je torej ta naš cilj. Kaj je tisto? A to pomeni, da dosežeš več strank? A to pomeni mogoče, da se bolj fokusiraš na določeno skupino strank? Kaj za tebe recimo pomeni brand, o katerem sanjaš? Kaj si v resnici želiš? In bolj kot je specifično, boljše je, a ne? A je to brand, ki ti bo tebi osebno omogočal več časa, več dohodkov, ali želiš mogoče narediti v svetu neko ful veliko spremembo, a ne? Kaj je tisto, o čem sanjaš? In pa zraven tudi, kako se želiš ob tem počutiti, a ne? Ker ni pomembno samo cilj, kaj bomo konec leta 2025 praznovali, ampak kako se na tej poti želimo tudi počutiti. Kaj je tisto, kar te recimo polni, kako se želiš počutiti? A je to ponosno, ali je to izpolnjeno, a ne? Kaj je tisti glavni občutek, ki bi ga recimo bilo vredno izpostaviti v letu 2025?
in kako želiš delovati. Mogoče je to upočasnjeno. A ne? Jaz recimo razmišljam o tem, da želim se v 25 mogoče malo bolj upočasniti. A ne? Tudi več praznovati, čeprav to že zdaj poskušam, ampak a ne? Da želimo, kaj si želimo občutiti. In potem zdaj, ko imamo že mogoče kakšne občutke, kakšen brand si želimo, vabljeni tudi valjda, da napišete v komentar ali pa pri sebi, kakor želite. Mogoče se poskusimo zdaj predstaviti tudi na konec leta 2025, na december, Silvestrovo, a ne? Za Silvestrovo, zdaj si predstavljaj, leto 25 je za nami. Kaj je tista ena stvar, po čemer si bomo zapomnili leto 25? Ali pa kaj želimo praznovati konec leta 25? Ko v mislih se predstavimo, ne? Kaj je tisto? A si želimo ustvariti, ne vem, spletno stran, ki je nekdo prej napisal, spletno stran, ki bo dejansko moj prodajalec pa asistent? A si želimo ustvariti novi program? A si želiš, ne vem, povečati ful prepoznavnost? Kaj bi ti bilo dobro, da lahko rečeš, ok, zdaj sem pa to dosegel oziroma dosegla v leto 25. A ne? Zakaj je to fajn? Zaradi tega, ker nas, a ne, verjetno čutiš že, ko si predstavljaš, ok, če bi pa to bilo res, če bi to praznoval ali pa praznovala konec leta, wow, to bi mi pa bilo dobro. In jaz upam, da te to prižiga. Če te ne prižiga, potem je fajn, da se vprašaš, a je to res nekaj, kar si želim, a je to samo nekaj, kar mogoče od zunaj slišim, pa ni čisto to, kar si jaz želim. To je en taki fajni test, ki ga lahko zmeraj naredimo, da preverimo, a je to samo nekaj v glavi, ali je to nekaj, kar si res želimo. Ana Marija, želim občutek mirnosti, zadovoljstva. Ful lepo, ja. Darja pravi, želim, da naredim korak več na poslovni poti. Ok. Renata, mir v sebi, dodaten vir zaslužka. Ok, ful super. Dodaten vir zaslužka, naredim korak več na poslovni poti. To bi bilo fajn, da si naredimo še bolj specifično. A ne? Kaj pomeni korak več na poslovni poti? A to pomeni več financ in koliko to je financ? Ali to pomeni, ne vem, dodaten vir zaslužka? A je dovolj, če je dodaten vir zaslužka, zaslužiš 1 evro? Ali je dovolj 100 evrov, a ne? Zato, da imaš res konkreten cilj, pa konkretno željo, kam želiš priti, a ne? In jaz, ko postavljamo to vizijo, želim, da gremo še bolj podrobno pogledati. Zakaj? Zaradi tega, ker če samo mi sanjamo in nimamo načrta, kako bomo prišli do tega cilja, potem bomo težko prišli do cilja. Ker dejstvo je, če si mi zastavimo cilj, a ne, in si zastavimo korake, potem je edina varianta, da ne pridemo do tega cilja, če mi obupamo. Se pravi, je odvisno samo od nas. In tudi, če pridemo na kakšno oviro do tega cilja, naprimer, da ne znamo narediti koraka naprej, vedno lahko je na nas, da si poiščemo pomoč, da poiščemo drugo pot. A ne? Se pravi, če smo vztrajni, če ne obupamo, bomo do cilja prišli, ker smo si zastavili korake, po katerih bomo prišli. A ne? In je fajn, jaz vedno zagovarjam, da če želimo imeti oziroma za taki uspešen posel, nekako imamo 3 glavne stebre. In te 3 stebre jaz tudi zmeraj planiram in jih vedno priporočam, da si jih planiramo. In to so, najprej prvi steber je seveda prihodki, a ne? Ker to ni naš hobi, to je naš posel. Kakšne prihodke si želimo? In to je fajn, da si zelo jasno določimo v cifri, koliko želimo do decembra 2025 zaslužiti in koliko potrebujemo. To ne pomeni, da zaslužimo več ali pa se pravi, da imamo specifične cilje, to hočem reči, a ne? Da imamo zelo jasne in specifične cilje, da točno vemo, ok, naslednjo leto želim recimo zaslužiti 100.000 evrov. Kaj je ta res specifični cilj? Ker če rečemo samo več, ok, to pomeni, da če zaslužiš 1 evro več kot letos, je to dosežen cilj, ali ne? Ne? Je fajn, da imamo res jasne, specifične cilje, ker jih potem bomo tudi razdelili po posameznem obdobju. Se pravi, če imaš ti, recimo si določiš v naslednjem letu, želim imeti toliko pa toliko prihodkov.
Ok, zdaj pogledaš lahko čez celo leto, če imaš kakšna nihanja. Velikokrat se zgodi, da v poletnih mesecih mogoče velikokrat ali gremo na dopust, pa ne delamo in je manj dohodkov, ali so stranke na dopustu, pa nam opade tukaj, a ne? In je fajn, da to vkomponiramo tudi v ta naš prihodkovni cilj glede na posamezno obdobje. In zdaj lahko planiramo si dohodke, torej ta letni plan razdelimo na četrtletja. Se pravi, vsako četrtletje, koliko moram zaslužiti, da dosežem ta cilj, in potem seveda tudi po mesecih. Ok, koliko rabim po mesecih zaslužiti. In potem je fajn, da se tudi vprašamo, kaj želim v posameznem mesecu, kaj bom prodajal, ne kaj želim, ampak kar načrt, kaj je v planu, da prodajam. Ali je to neka konkretna tvoja že konstantna zimzelena ponudba, ali je kaj drugega. In fajn se je tudi vprašati, kakšen je moj cenovni razred za to ponudbo. Ker mogoče ti ugotoviš, da imaš neko cenovno ponudbo, recimo za 25 evrov, ti pa želiš na mesec zaslužiti 5000 evrov, pa si na začetku poslovne poti, pa nimaš mogoče velikega dosega. To, bo veliko strank potrebno dobiti, če želiš prodajati nek produkt ali pa neko ponudbo za 25 evrov, če ti želiš za mesec zaslužiti 5000 evrov. In v tem primeru, če si zdaj rečemo, ok, zdaj pa bomo pač vseeno toliko prodali, a bomo prišli do tega cilja, lahko sicer prideš, ampak bo verjetno veliko težje. Mogoče lahko razmišljamo, ok, lahko mogoče vključim kako višje cenovno ponudbo, ki me bo prej pripeljala do tega mojega mesečnega cilja oziroma za to obdobje, katero planiramo. Zato tukaj je fajn res, da smo zelo specifični, kaj bomo prodajali, koliko te ponudbe moramo prodati, da dosežemo te naše cilje in kakšne imamo pač cenovne razrede. Ker ena varianta je tudi lahko, da če imaš neko zimzeleno ponudbo, da lahko razmišljaš, kako v to ponudbo lahko s to ponudbo več zaslužim. Ali je to ponudba začetna, kjer potem stranko peljem v naslednje ponudbe, ali mogoče ob tej ponudbi povečam vrednost košarice, se pravi z kakšnim upsellom, s kakšno dodatno ponudbo, ki jo lahko dokupijo in tako hitreje pridemo tudi do našega cilja. Seveda, da ne bo kdo razumel, brez kakšne manipulacije, to so v bistvu ponudbe, kjer mi samo še dodatno podpremo naše stranke, in jim damo še več tega, kar si želijo. Ok, Stane pravi, avtomatizirati brand, da dela on zame, ne samo jaz zame. To je super načrt. Sonja, avtomatizirati prodajo energijske diagnostike in usmeritve, skreirati odlične oglase, da bodo pritegnili ljudi in zvoditi 20 ljudi na mesec v program. Zakrepitev notranje moči za premagovanje življenjskih izzivov. Ok, superca, ful je fajn, da imaš res 20 ljudi specifično. Ok, mesečno pasiva 10 000, super. Vanja, želim postaviti spletno stran, ki mi bo prinašala stranke in zaslužek. Superca. Nina, smem vprašati, kaj je to evergreen ponudba? Ja, seveda, če rečem kaj takega, da ni razumljivo, dajte kar napisati, valjda, ne. Evergreen ponudba pomeni, da je zmeraj na voljo, da jo kadarkoli lahko stranka kupi. Da ni to nekaj, da se odprejo recimo vrata, pa lahko kupijo, ampak da je zmeraj na voljo. To je mišljena evergreen. Oziroma v slovenščini bi bilo zimzelena ponudba. Milena, obuditi sanje oziroma preveriti, ali so še iste. Ja, to pa je zmeraj fajn. Sploh zdaj, ko planiramo, je fajn se ustaviti pa vprašati, še je to, kar sanjam, kar si želim, ali pa ne, še vedno nekaj živega. Ok, torej splaniramo prihodke, verjamem, da si ne bomo zdaj v teh 2 minutah vse splanirali, ampak samo toliko, da gremo čez. Naslednji steber je potem prepoznavnost. Kako bomo gradili na prepoznavnosti? Zakaj je fajn, da zmeraj gradimo na prepoznavnosti? Ker če ne gradimo zmeraj na prepoznavnosti, potem pomeni, da ne pridemo pred novo občinstvo. In če ne pridemo pred novo občinstvo, enkrat se bo to naše obstoječe občinstvo pač skrčilo, oziroma bodo pač maksimalno vsi postali kupci in potem, če nimamo drugih kupcev, novih ljudi, ki nas poznavajo, seveda lahko naš posel trpi. In si lahko planiramo, kako bomo čez celo leto počasi ali pa hitro gradili na naši prepoznavnosti. Zdaj, če že imaš veliko prepoznavnost, potem mogoče bo tega lahko malo manj,
Če pa si na začetku ali pa nimaš velike skupine ljudi ali pa želiš res v 2025 zgraditi svojo spletno prepoznavnost, pa je to lahko tudi super cilj. A ne? In kaj bomo tukaj se vprašali? Lahko se vprašaš, ok, zdaj, če gradiš prepoznavnost samo na družabnih omrežjih. Prvo kot prvo, a ne, družabna omrežja imajo algoritme, organski dosegi na družabnih omrežjih pa tudi za oglase nihajo oziroma padajo. Tako da samo na družabna omrežja se omejevati za grajene prepoznavnosti je zelo, 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 zelo nevarno za naš posel. A ne? Tako da je fajn mogoče dodati si več virov, kako lahko gradimo prepoznavnost. Mogoče se lahko vprašaš, s kom želim sodelovati, kdo ima isto publiko kot jaz in lahko narediva mogoče nekaj komplementarnega, kar bo še bolj podprlo recimo moje stranke. Ali pa mogoče rečeš, se vprašaš, kaj lahko jaz organiziram. A ne, mogoče lahko pa jaz organiziram kakšen dogodek. Če želiš na hitro recimo dobiti veliko število ali pa zgraditi večjo prepoznavnost, je mogoče summit en lahko čudovit projekt, ki si ga planiraš za naslednje leto. A ne? Jaz recimo sem organizirala že 3 summite. V mojem programu Legendarni, a ne, je tudi ta program znotraj, kako narediti recimo summit, in ko ga so te moje stranke naredile, so prišle, zgradile hitro svojo prepoznavnost. Tako da, kaj lahko organiziramo? Ne rabimo zmeraj čakati, da nas bo nekdo nekam povabil, ampak lahko tudi naredimo nek svoj šov, nek svoj dogodek. A ne? In s tem, ko povabimo, organiziramo nek dogodek, že to je nekaj, kar bo zbudilo pozornost. Če pa sem povabimo še neke goste, ki povabijo svoje občinstvo, pa na ta način lahko pridemo pred širše novo občinstvo. A ne? In mogoče je tudi fajn, da se vprašamo, če si že recimo kaj testiral, pa kaj delala v preteklosti, da pogledamo, kaj je delovalo za nas, pa kaj ni. In da vključimo mogoče še več tistega, kaj je pri nas delovalo. Ne? In mogoče manj tistega, kar ni. In pa seveda, da pogledamo, ali naša vizualna podoba, ker to je recimo neki taki prvi vizualni element, a ne, ki pritegne pozornost strank, a ta vizualna podoba pritegne prave stranke. A je še res izraža naše vrednote brenda in pritegne prave stranke, ali je to nekaj čisto kontra. A ne? Jaz recimo se spomnim ene stranke, ki smo imeli zdaj že nekaj časa nazaj, en posvet, in je v bistvu njena ciljna skupina so bili moški, ona je pa bila ženska, in njen brand je bil kao za moške, ampak ko si vizualno ga pogledal, je bil zelo taki roza z rožicami, pa ne govorim, da zdaj pač moški ne smejo ničesar imeti, ampak je bil prav izrazito ženski, torej za njo, a ne, je iz nje izviral. Ampak če je ciljna populacija moški, potem vizualno mogoče to ne bo šlo skupaj, da bi jih pritegnilo. Ne? Tako da lahko pogledamo na prepoznavnosti, kako lahko naredimo. Ne vem, že imate mogoče kakšne plane, ideje, kako želiš graditi naprej v 2025 svojo prepoznavnost. Jaz imam evergreen ponudbo, Sonja Plus, dodatno se prilagajam strankam s specifičnimi akutnimi težavami. Ja, Cvetka, avtomatizacija ponudbe in naredite pakete, programe. Super, Cvetka, pa če še kdo mogoče, ne mislim, Cvetka, da si ti na začetku, ampak ko se testirajo ti programi, paketi, je fajn, da na prvi točki najprej preverimo, ali je zanimanje, in potem na drugi točki avtomatiziramo. A ne? Govorim sploh, če razmišljamo recimo o spletnem tečaju, je najprej mogoče fajn, če ga naredimo v živo preko Zooma, in ko vidimo, ko dobimo vse podatke, gremo potem raje snemati celotni program ali pa celotni tečaj spletni. A ne? Velikokrat vidim, da se podjetnike pa podjetnice rečejo, zdaj pa grem jaz v spletni tečaj, posnamejo vse tipi topi, potem pa se ne prodaje. Ne? In je ful škoda, ker lahko kontra najprej pretestiramo. Ok? Ok, se pravi, prepoznavnost je zelo pomembna. Ne? In tretja nekako steber, ki ga je fajn planirati, je pa učinkovitost oziroma razvoj našega brenda oziroma posla. Ne? Ker če ne gradimo na tej učinkovitosti pa razvoju, potem lahko na neki točki hitro zastanemo oziroma potem več ne napredujemo. A ne? In pomembno je, da si namenimo tudi čas za to, da delamo na našem poslu.
In kaj je zdaj ta učinkovitost razvoja? Lahko so neki procesi, ki jih mi delujemo. A ne? Recimo, ko delamo z strankami, si mogoče lahko olajšaš ta proces, da imaš mogoče že pripravljene maile, ki jim pošleš, tudi če jih potem personaliziraš, mogoče imaš neke predloge, ki jih potem samo uporabiš, a ne? Ampak fajn je, da v naš proces si ga naredimo, da nam, kako bi rekla, da vsakič recimo, če moraš z stranko podpisati pogodbo, ne greš iz nule zdaj ugotavljati, kaj bo ta pogodba, a ne? In odkrivati tople vode, ampak imaš recimo že predlogo, kjer samo zamenjaš imena, ne vem, kaj je vključeno, kaj je potrebno in imaš že pripravljeno. Se pravi, da ta proces, po katerem delaš, si ga čim bolj optimiziraš, kar je možno, ne? Da imaš potem res že vse pripravljeno, samo akcija. Naslednja točka seveda je, da vprašamo se, kaj lahko avtomatiziramo in da je tudi za stranke smiselno, da je avtomatizirano, ne? Če poteka tvoja prodaja recimo tako, da ti morajo mail poslati, pa potem mi pošleš ponudbo, pa ne vem kak, sem pa tja, mogoče bi bila avtomatizacija lahko spletna trgovina, ker je lahko tudi za digitalne ali pa za storitve, ne? Kjer bi vse recimo lahko potem avtomatizirali in hitreje steče, a ne? Mogoče si želiš spletno stran, ki bo tvoj prodajalec pa asistent in želiš na tem delati, recimo, da spremeniš, da bo tvoja spletna stran postala res nek dodatek, dodatna pomoč, a ne? Mogoče nimaš vzpostavljenih lijakov in to govorimo o lijakih, ki so ta direktna prodaja, če tako rečem, a ne? Torej, da imamo pristajalno stran za našo ponudbo, pa mogoče zahvalno stran, upam, da. Ampak tudi lijaki, ki ogrevajo našo publiko. Se pravi, da če nekdo prvič pride na našo spletno stran, se mogoče v prvem obisku ne bo takoj odločil za nakup, ampak mu mi lahko ponudimo nekaj brezplačnega, a ne? In v zameno za to nam da mail in tako mi potem ohranimo stik z njim, gradimo odnose, ne gre kar v pozabo, a ne? Ker če ta oseba, ki pride prvič na našo spletno stran ali pa nas nekje zasledi, zapre spletno stran, je zelo mala verjetnost, mislim, zelo upade verjetnost, da se bo potem tudi vrnil, a ne? Zato, da si naredimo torej ta avtomatiziran sistem, recimo tudi, da jih ohranimo v svoji bližini. Zdaj, za to, kako to narediti, da potem tudi vodi ta lijak, a ne, iz brezplačne v plačljivo ponudbo, lahko pogledaš na moji spletni strani mod.si, je en mini spletni tečaj z vsemi pripomočki. Ta tečaj darilo 2.0, a ne, je eden izmed tistih tečajev, ki sem res noter zapakirala vse predloge, pa vse, kako organizirati, kako strateško sestaviti takšen freebie oziroma brezplačno darilo, a ne, kaj napisati v maile, tako da je res fantastično. Če nimaš, mogoče je lahko nekaj takega tudi v tvojih razvojnih projektih za naslednje leto, ne. Ali pa v bistvu, če opažaš, da ti nekaj vzame veliko časa, kako ga lahko optimiziraš, mogoče lahko neke naloge tudi delegiraš, jih predaš komu drugemu, mogoče lahko ugotoviš tudi, da nekaj sploh ne rabiš početi, a ne? Kaj je tisto to? Milena pravi, organizirati spet dogodke, predavanje. Ja, super, Milena, to se verjetno gre na prepoznavnost. Tukaj je zelo pomembno, ne, če se malo samo še tega dotaknemo, če organiziramo ali pa želimo organizirati dogodke, da se tudi vprašamo, kdaj bojo na sporedu in da si jih damo že zdaj na urnik. Ker drugače gre čas lahko hitro mimo nas. Ok, in zdaj bonus točka, ki jaz vedno mislim, da je ful fajn jo omeniti, pa jo je fajn splanirati, pa je tudi mogoče delo na sebi oziroma osebna rast. Ker se mi zdi, da posel pa osebna rast sta zelo povezana in če eno izgubimo, potem je vpliva to tudi na drugo, a ne? In mogoče se lahko v naslednjem letu daš kakšen izziv, a ne? Ali pa se lotiš kakšne blokade, ki veš, da te zdaj blokira in si mogoče kakšnega terapevta najameš, a ne? Tudi tukaj je veliko takšnih, se lahko povežete in greš čez to blokado in si rečeš, evo, to me ovira, ne vem, jaz vidim, da je denar slab, želim iti čez to, a ne? Želim postati magnet za denar, kako lahko grem čez to in v bistvu si potem narediš plan za to. Mogoče se lahko tudi vprašaš, kaj pa je tisto, kaj je moja blokada in želim pustiti za sabo,
a ne. Mogoče več ne želim vsem reči ja. Mogoče je to kaj drugega, a ne. Mogoče želiš v svojo rutino recimo uvesti to, da dejansko začneš delati na projektih oziroma na svojem brendu. Ne samo v svojem poslu, torej za stranke, ampak tudi, da imaš te razvojne projekte in tako naprej. Kar tukaj najbolj priporočam in jaz zmeraj to uporabljam vsak dan, pa vsakemu, ki to priporočam, pa potem to poskusi, večinom jih je potem javilo nazaj, da je to res noro. In sicer je simpel, da prvih 90 minut delovnika nameniš za delo na svojih projektih, na svojem poslu. Ne, to pomeni, da ne odgovarjaš na maile, da ne pišeš objave za družabna omrežja, to ne pomeni, da delaš za stranke, ampak da delaš na projektih za svoj brand. Ne? Ali so to neka, mogoče organiziraš dogodke in pripravljaš se za dogodek, ali je to mogoče, da pridobivaš nove stranke in si z njimi 1 na 1 v kontaktu. Skratka, 90 minut, če nameniš vsak dan za svoj brand, se potem počutiš tudi zelo močno oziroma da greš zelo naprej. Ne? Mogoče je to, da si omejiš in da rečeš po, ne vem, 4. ali pa 5. uri več ne delam za posel, imam čas samo za polnjenje lastnih baterij. Ne? Jaz recimo zdaj trenutno imam en izziv, in če te zanima, lahko pač malo pogooglaš naprej, je recimo 75 Hearts, kjer je v bistvu vsak dan se naredi 5 nalog, ki jih moraš narediti, in sicer to sta 2 vadbi po 45 minut, ena je zunaj, ena je lahko notri, potem da spiješ 4 litre vode, da narediš fotko, da prebereš 10 strani knjige, to pa mislim, da je to. Ali pa sem še kaj pozabila, da ne piješ alkohola, pa da se držiš določene prehrane, ki si jo določiš, da je dobra zate. In si lahko misliš kakšen izziv, ki ti bo pomagal, da izboljšaš tudi svojo ali fizično ali pa tudi osebno življenje. Tako da tudi to je v bistvu fajn dati na svoj urnik. Sonja pravi, prve pol ure na sebi, da se dam v posel, potem pa za brand, delo, potem pa stranke. Sem na razpolago vsem, ki si želijo odpraviti blokade ali pa si jih povrniti energijo. Ok, ja, superca. Ja, seveda, fajn je tudi delati na sebi, ne, če zjutraj mogoče meditiraš ali pa pišeš dnevnik, karkoli pač ti koristi oziroma te podpre. Ok, tako da zdaj to je nekako ta plan. Zdaj v naslednjih 12 oziroma danes se že šteje, jaz prirejam tale 12 dni do Božiča, ko odštevamo, in vsak dan se bo v bistvu odvilo eno presenečenje. Nekatera so plačljiva, ogromno večina je brezplačnih, ampak tudi tista plačljiva so samo eni paketki, ki so na voljo samo v tem času. Tako da lahko pričakuješ ali predloge, pa slike za objavo, ki ti lahko prihranijo čas, potem nekaj, kar bo povečalo obiskanost spletne strani, če potrebuješ novo spletno stran, še nikoli ni bilo, bo nekaj čisto novega. Če želiš torej narediti svoje darilo, bo tudi ena zadeva, potem bom s tabo delila tudi eno metodo za učinkovite objave na blogu, na družabnih omrežjih, take, ki res niso same sebi namen. Pogledali bomo tudi, kako organizirati dokumente na računalniku, pa pogledali bomo e-komunikacijo, torej elektronsko komunikacijo preko mailov in te zadeve. Tako da bo ful takih koščkov sem skupaj sestavila v tem programčku, ki nekako pomagajo pri rasti pa razvoju brenda, kaj je v bistvu za narediti, da v bistvu na spletni strani, kjer sem tudi že poslala link, mod.si/12 dni, se bo vsak dan torej odkrilo eno to darilce in ga lahko pač snameš oziroma pridobiš. Tako da ste valjda vabljeni, da sodelujete, da maksimizirate. Sem pa skoraj pozabila. Prej sem se prav spomnila, da smo rekli tudi za nagradno uro, nagradno igro, torej 60 minut coachinga za enega izmed vas, ki pač želi izkoristiti, ki je z mano v živo. Tako da bomo naredili kar tako, da lahko v komentar napišete, da želiš nagradno igro ali pa da sodeluješ ali pa karkoli si želiš
da v letu 2025 se zgodi, pa bomo enega tako naključno bomo potem zbrali. Tako da to še za konec, še malo počakam, da napišete. Velja pa tudi seveda na Facebooku, na YouTubu pa mislim, da ni zaštartalo. Ok, bom potem naložila. Jaz upam, da zdaj, kako se lotiti mogoče še tega planiranja, ne? Moja najljubša metoda je definitivno planiranje po torej po četrtletjih, ne za vsako četrtletje. Je fajn, da imamo torej nek cilj, vse fajn je iti po vseh teh ciljih oziroma po stebrih, o katerih smo govorili, si zastaviti zelo dobre cilje oziroma zelo specifične cilje, da točno vemo, ali smo jih dosegli ali ne, in potem iti v bistvu z načrtovanjem za nazaj. Torej, imamo cilj, kako zdaj po tednih, a ne, katere korake se morajo zgoditi, da pridem potem do tega cilja. In potem v bistvu lahko tedensko planiraš. In jaz osebno potem, ko imam tedenski plan, kaj mora v tem tednu biti narejeno, si vzamem v soboto ali pa nedeljo, si vzamem pol urce, zaradi tega, da si v bistvu res splaniram to po dnevih, kaj bo narejeno vsak dan. A ne? In potem so rezultati res, res veliko, veliko večji, ker če točno vemo, ok, danes naredim ta košček, jutri ta košček in konec tedna imam potem sestavljeno tudi celo sestavljenko, so seveda veliki, veliki rezultati lahko. Ok? Ni več dobrodošla, si se glih na koncu priključila. Ok, sodelujem. Ok, kako ćemo se to žrebati? Naključno smo rekli, da enega. Ok, moja najljubša številka je 7, tako da 7, ki je napisal. Kdo je 7? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tjaša Gulje. Evo, želim sodelovati. Tjaša, čestitke. Tvojih je 60 minut. Lahko me kontaktiraš, kjerkoli želiš, ali mi mail pošleš na maja@mod.si ali pa sporočila, da se zmenimo za termin, pa da potem lahko to izkoristiš. Evo, jaz upam, da si boste ustvarili eno tako čudovito leto, da vam bo uspelo v leto 2025 res narediti tisti brand, ki si ga želite, pa nasploh tudi svoje življenje narediti. Ne pozabiti, zmeraj obstaja pot, mogoče tudi, če je ne vidimo trenutno poti, si lahko mislimo kakšno pomoč, nekoga, ki nam pomaga iz druge perspektive, pomaga videti tole pravo pot do našega cilja in da res ustvariš si brand in pa tudi življenje, ker jaz vedno zagovarjam, da ni vse posel, ni vse delo, ampak je nekako fajn, da imamo oboje, pač, da smo oboje izpopolnjeni, ker tako lahko se mi zdi, da damo tudi največ. Tako da jaz vam želim veliko uspehov in pa veliko veselja, pa sreče oziroma idej pri načrtovanju naslednjega leta. Sonja pravi, hvala, Renata, hvala. Ja, hvala tudi vam za pozornost, ful cenim to, da ste si tudi vzeli čas, pa da ste se mi pridružili v živo, se mi zdi, da je taka fajn energija, ker potem lahko tudi malo poklepetamo in vse ostalo. Katarina, hvala tudi tebi, vse dobro, tudi vsem. Tako da uživajte, pa danes je petek, tako da lep vikend in pa lepe praznike. Se vidimo. Čau, čau. Hvala enako. Čau. Čau.